Mateja, boš mogoče ti nadaljevala, kaj nas čaka, kaj bo ta evolucija, revolucija? To je to, kar nas, ne samo vas, vse najbolj zanima. Sem prepričana, naši kolegi, predstavniki Evropske komisije in izvajalske agencije nenehno opozarjajo, da nova četrta generacija programa Ustvarjalna Evropa, ki bo trajala od letošnjega leta do izteka 2027, ne bo nikakršna revolucija, ampak evolucija. To poudarjamo zato, zlasti za tiste organizacije, ki že imate izkušnje v tem programu, da se dejansko, čeprav razpisi še niso objavljeni, začnete počasi pripravljati. Namreč vsi vemo, da je letos prišlo do zamude pri sprejemanju pravne podlage in posledično tudi novih razpisov, tako da ko bojo razpisi objavljeni, roki zelo kratki in ne bo časa za iskanje partnerjev in tudi ne za poglobljene oblikovanje projekta. Kot je izpisano, bo tudi nov program kot doslej še naprej spodbujal kulturno in jezikovno raznolikost, kulturno dediščino, zelo kot v pretekli generaciji konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Vse to pa bo počel, in tega smo najbolj veseli, z okrepljenim proračunom. Kakšen je ta proračun? Veseli smo, da je bil na politični ravni sprejet dogovor, da se proračun povišuje za skoraj 80%, s tem, da program uvaja nekatere nove sheme, nove mehanizme, da se nekateri podpore, ki so bile podprte iz predhodne generacije, zdaj umikajo iz tega proračuna, tako da bo še več sredstev na voljo za te res dostopne razpise. Program ohranja to tristebrno strukturo, se pravi, imamo podprogram medija za filmsko industrijo in audiovizualne sektorje, podprogram kultura za vsa ostala področja kulture in ustvarjalnih sektorjev in potem še medsektorski sklop, ki je nekakšen horizontalni povezovalni sklop, znotraj katerega se spodbuja tudi medsektorsko sodelovanje. Tudi način izvajanja ostaja tak, kot ga tisti, ki že imate izkušnje s programom, poznate, se pravi, politični okvir zastavi Evropska komisija, in sicer dva različna generalna direktorata. Generalni direktorat Komisije za izobraževanje in kulturo je zadolžen za podprogram Kultura, ta DG Connect pa je zadolžen za podprogram Medija. Potem na nižji ravni, izvedbeni, štafeto prevzame izvajalska agencija za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo. In ta agencija skrbi za izvajanje konkretnih razpisov za sofinanciranje projektov. In potem še na nižji nacionalni ravni je tu Evropska mreža centrov Ustvarjalna Evropa, ki skrbi za pomoč uporabnikom in pa za promocijo programa in podprtih projektov. Je dobro imeti v mislih, vsi tisti, ki razmišljate o bodočih prijavah, in to ne velja zgolj za Ustvarjalno Evropo, da je treba, ko razmišljamo o projektni ideji, imeti v mislih tudi zelo prednostne naloge Evropske komisije, teh 6 prednostnih nalog, ki izpisane, se pravi Evropski zeleni dogovor, potem gospodarstvo za ljudi, kar v resnici pomeni več kakovostnih mest, zlasti za mlade in mala podjetja, potem Evropa pripravljena na digitalno dobo, se nanaša na digitalno strategijo Evropske unije, zaščita evropskega načina življenja, pomeni, da spodbujamo oziroma promoviramo načela pravne države, da živimo v skladu in delamo in poslujemo in ustvarjamo skladno z temeljnimi vrednotami Evropske unije. Močnejša Evropa v svetu pomeni, da želimo, da je Evropa ne zgolj igralec v tem prostoru, ampak na globalni ravni, in potem še nova spodbuda za evropsko demokracijo. Znotraj te prioritete se tudi komisija zavzema za
boj proti dezinformacijam in sovražnem govoru, zlasti na spletu, skratka za ščitenje demokracije tudi z tega vidika. Samo trenutek. No, in kar se tiče pa geografskega dometa programa, je stvar taka, da zagotovo tudi v novem programu sodelujejo vse članice Evropske unije, se pravi žal ena manj kot v pretekli generaciji, vsi vemo, da se je vmes zgodil Brexit, avtomatično sodelujejo tudi države Evropskega gospodarskega prostora in možnost imajo sodelovati tudi vse države Evropske soseščine, tako na jugu, recimo do Tunizije, kot na jugovzhodu in vzhodu. Seveda pa v primeru teh držav je pogoj za njihovo sodelovanje najprej, da se sklene tako imenovani sporazum o sodelovanju z Evropsko komisijo in po naših informacijah imajo vse te države iz tega prostora, ki so že sodelovali v programu, namen ta sporazum sprejeti tudi v tej generaciji programa. Na razpisih lahko sodelujejo kot prijavitelji oziroma partnerji zgolj organizacije, ki dejansko delujejo na področju kulture oziroma drugih ustvarjalnih sektorjev in so javne ali zasebne organizacije oziroma nevladne organizacije. Samo vodja projekta mora kot pravna oseba obstajati vsaj 2 leti ali več, partnerji so pa lahko tudi novo ustanovljene organizacije, če je to smiselno za projekt. Seveda potem, ko bodo objavljeni razpisi, bo treba paziti, da je naš projekt vsebinsko navezan na posebne cilje in prioritete posameznega podprograma oziroma razpisa. Na horizontalni ravni je novost ta, da se celoten sistem razpisnega postopka seli v digitalni prostor, se pravi, prijavo oddajamo v elektronski obliki, potem tudi na naš skrbnik pogodbe pri izvajalski agenciji spremlja izvajanje projekta preko tega sistema tudi poročamo, se pravi, postopek popolnoma brez papirja. Eden od razlogov za ta sistem je tudi dostopnost programa. Agencija in komisija upata, da bo tudi ta sprememba še izboljšala dostopnost programa. Še enkrat bi to poudarjam na podlagi naših dolgoletnih izkušenj, ko se kandidati obračajo na nas, želijo, da sodelujejo na razpisih. V vsakem primeru, ne glede na vrsto podprograma razpisa, velja, da projektna ideja ni primerna za program Ustvarjalna Evropa, če je brez evropske razsežnosti, se pravi, če nima nekega nadnacionalnega dometa, se pravi, da more iti za mednarodno sodelovanje in seveda pomembna je tudi kvaliteta, kompetence prijaviteljev in partnerjev, se pravi, da so strokovnjaki na svojem področju. Zdaj pa še na hitro nekoliko več o kulturi in potem še o mediji. Ne vem, ko sva razmišljali, kako bi z eno besedo opisali to novo generacijo podprograma kultura, se meni zdi, da to dobro oriše beseda dostopnost. En razlog je ta, ki sem ga že omenila, se pravi popolnoma elektronski sistem izvajanja razpisov. Drugi razlog so projekti sodelovanja, to je v bistvu shema podprograma kultura, ki jo vsi najbolj poznamo. Gre za shemo, ki obsega približno 70% vseh sredstev, ki jih ponuja podprogram kultura. Recimo samo v tej prejšnji 7-letki imamo preko 600 tovrstnih projektov sodelovanja, ki so bili podprti. Novost v novi generaciji je, da če smo prej imeli 2 kategoriji, različni kategoriji tovrstnih projektov, bomo zdaj imeli 3 in da bo višji delež sofinanciranja Evropske unije, se pravi, da bo tudi tistim, ki so prej težko zagotovili svoj delež vložka v projekt, lažje kandidirati na razpisih. Potem drugi sklop kulture ostajajo mreže in platforme.
Se opravičujem za lapsus pri platformah. Trenutno recimo obstaja 28 podprtih evropskih mrež ali združenj za različna področja in komisija zagotavlja tudi nekoliko večji proračun za te mreže, tako da upamo, da v tem 7-letnem obdobju se tej skupini priključi še kakšna nova mreža, upamo, da tudi s sedežem v našem delu Evrope. Doslej je bilo podprtih tudi 15 tako imenovanih evropskih platform. Če tega ne poznate, pa mogoče poznate platformo Future Architecture, ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje, ali pa platformo Versopolis, ki združuje festivale, pesniške festivale in zlasti ta shema evropske platforme se zdi komisiji oziroma ta shema velja kot zelo uspešna, zato je tej shemi bo namenjena predvidoma večja ovojnica, se pravi tudi možnost, da se 15 platformam pridruži še kakšna. Te platforme so ponavadi zasnovane za različna kulturno-umetniška področja in trenutno pokrivajo že kar dobro zelo različna področja. Mogoče manj dostopna za neke, ne vem, manjše organizacije sta ti dve shemi, ampak vseeno poudarjam, tudi v smislu, ker platforme imajo zelo razvejano članstvo, vsaka platforma ima preko 15-20 in več članov, tako da se organizacije lahko tudi priključijo nekomu, ki vodi platformo. In še eno opozorilo s tem povezano je, da za mreže in platforme bosta v 7 letih objavljena samo 2 večletna razpisa, se pravi za 3 in 4-letno obdobje. Potem še področje knjige, zelo pomembno. Področje knjige je doslej veljalo kot edina sektorska shema v okviru podprograma Kultura. Vse ostale sheme so spodbujale tudi medsektorsko sodelovanje, ta je bil pa res namenjen zgolj področju knjige. Tudi v tej shemi se po novem spodbuja več sodelovanja. Tako, če je prej recimo znotraj te sheme v glavnem ena založba prijavljala projekte prevajanja evropskega leposlovja iz enega evropskega jezika v drugega, se po novem spodbuja sodelovanje založnikov ali pa tudi knjigotržcev in drugih akterjev na področju knjige, da sodelujejo in da zato tudi lahko oblikujejo bolj zahtevne večje projekte. Stalnica kulture ostajajo tudi posebne pobude, vsi poznate znak evropske dediščine, razne nagrade Evropske unije in pa Evropsko prestolnico kulture. Novost pri kulturi bo nova shema namenjena individualni mobilnosti, nekoliko več malo kasneje, in pa ta intenzivnejši sektorski pristop. Kot sem rekla, če je prej to veljalo samo za knjigo, bo nov podprogram Kultura začel razvijati posebne sheme tudi zaenkrat za izpisana področja, glasbo, kulturno dediščino, arhitekturo. In potem še nekoliko več o projektih sodelovanja, kar vse najbolj zanima. Omenila sem po novem 3 kategorije, mali in veliki kategoriji se pridružuje še srednja kategorija, tako da imamo sedaj razpon projektov s 3 partnerji, za katere pridobimo lahko podporo do 200 000 evrov, ki pa, se pravi, ta vrednost podpore je enaka kot v preteklosti, se pa viša delež, ki jo ta podpora predstavlja. Če je prej to predstavljajo 60%, se zdaj ta znesek dvigne na 80% vrednosti projekta. V novi srednji kategoriji imamo 5 projektov, se pravi 5 partnerjev, se opravičujem, iz 5 različnih držav, to je minimum, in tak projekt lahko pridobi podporo do 1 milijona evrov, kar predstavlja največ 70% projekta. In potem še velikani, kjer imamo 10 ali več partnerjev iz 10 držav in podpora doseže, tako kot v preteklosti, 2 milijona evrov, ampak se pravi, delež je višji, se pravi, ta 2 milijona zdaj lahko predstavljata do 60% vrednosti projekta. Projekti sodelovanja bojo
se bodo ukvarjali z 6 prednostnimi področji, ki so izpisana. Občinstvo je nekaj, kar izkušeni prijavitelji že poznajo, gre za vključevanje in razvoj občinstev. Seveda po novem je veliko bolj poudarek, da je mišljeno tako v fizični obliki kot prek spleta, potem socialna vključenost, okolje, prej omenjeno zeleni dogovor, izkoristek možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije, potem mednarodna razsežnost projektov, se pravi, da presegamo s projekti tudi evropsko območje in se povezujemo res na globalni ravni, in tem horizontalnim prioritetam se pridružuje še 6., sektorska, za katero ne vemo, kakšna bo, mogoče vsako leto drugačna, bo pa sektorsko določena, se pravi za posamezen od podsektorjev podprograma kultura. Pa še enkrat bi vseeno poudarila, da ne bo kdo zdaj to že klesal v kamen, se pravi, gre za nepotrjen predlog, vse se še lahko spremeni. In čisto za konec še ta individualna mobilnost, mogoče naj samo povem, da to, kar bo potem redna shema v okviru podprograma kultura, se že izvaja kot pilotni projekt, ki ga poznamo pod imenom iPortunus, in zato, ker je trenutno še odprt, mislim, da zadnji poziv letos do 15. aprila, vabim tiste s področja glasbe in kulturne dediščine, da mogoče izkoristijo to priložnost, če jih zanima individualna mobilnost, in če želijo izvedeti več, se lahko 6. aprila udeležijo tudi informativne delavnice, ki jo organizirajo naši kolegi iz Nizozemskega centra Ustvarjalna Evropa. In potem čisto na konec, prej sem omenila, da je del podprograma kultura tudi Evropska prestolnica kulture, in veseli nas, da nas čaka v tej 7-letki tudi ena prestolnica v Sloveniji, in to je Gorica leta 2025. Hvala, Mateja. Jaz bi čisto za začetku pojasnila, za tiste, ki ne poznate, se še niste srečali s programom Ustvarjalna Evropa in z omenjenimi podprogrami. Torej, medtem ko je Mateja sedaj predstavila kulturo, ki je res namenjena širšim področjem, področjem kulture, sprav od kulturne dediščine do vizualne umetnosti in tako dalje, je podprogram Medija namenjen zgolj samo za profesionalne organizacije na področju filma oziroma organizacije, ki se ukvarjajo tako z razvojem filma, organizacijo festivalov, distribucijo in tako dalje. Torej, tukaj ne gre za podporo amaterskemu filmu, ki je mogoče lahko daj tudi stranski produkt določenih projektov. Mateja je že prej omenila politične prioritete. Te bodo tudi del podprograma Medija. Torej, organizacije bodo mogle premisliti, kako bodo v različnih fazah filmskega ustvarjanja prispevale recimo k zeleni Evropi, k socialni vključenosti, k enakosti oziroma uravnoteženosti spolov in pa kako bodo uporabljale čim bolj izkoristile nove tehnologije. Ko smo se že prej pogovarjali, Mateja je omenila, da je ta nek hashtag oziroma slogan podprograma kultura dostopnost, bi tukaj lahko rekla, da je ta glavna beseda sodelovanje. Torej, komisija si želi še bolj okrepiti sodelovanje, mreženje, povezovanje. Zakaj? Ta glavni cilj je namreč povečanje in krepitev konkurenčnosti avdiovizualne industrije. Torej, gre na primer tukaj, kot en primer lahko navedem, kaj se želi okrepiti, predvsem to, da se lahko tako imenovani mali oziroma organizacije, produkcijske hiše iz malih držav, ki imajo nizko produkcijsko sposobnost, da se lahko povežejo s tistimi, ki so že bolj produkcijsko sposobni in se od njih učijo. Imajo preko tega tudi dostop oziroma večji dostop do tudi drugih trgov. Torej, že prej sem omenila sodelovanje. Tukaj kot glavna novost je, da so se razpisi, v preteklem obdobju smo imeli recimo 13 razpisnih shem, trenutno ne morem govoriti, koliko bo teh razpisnih shem, govorimo pa lahko o novosti, da so te razpise razdelili v 4 skupine, 4 klastre, tako imenovane klastre. Torej, ena zadeva mogoče, ki velja še za oba programa, pa da ne pozabimo,
je to, da tako, kot je Mateja omenila, zadeva ni potrjena in trenutno je ta prvi rok za razpise omenjen, oziroma naša zadnja informacija od tega tedna je, da bodo razpisi konec maja. Torej, kakšni bodo ti razpisi na področju filma? Jaz mislim, da je zelo pomembna sprememba, še posebej za slovenske producente, ta na področju vsebine oziroma razvoja projektov. Kot sem omenila, komisija si želi okrepiti sodelovanje. Torej, preko te sheme se več ne bodo mogle prijaviti produkcijske hiše same, temveč vedno v sodelovanju oziroma predvsem bodo spodbujali koprodukcije. Gre namreč tukaj za podporo za razvoj filma, torej ta prva faza ustvarjalnega procesa pri filmu, in tukaj bodo spodbujali predvsem koprodukcije med malimi in velikimi državami. Za nas je pa pomembno tudi to, da bo nova shema za podporo koprodukcijskim iz držav z nizko produkcijsko zmogljivostjo. Torej, tukaj se mi zdi super, ker bodo naše države lahko konkurirale med sebi enakimi. Kaj več o tem, kakšni bodo konkretni razpisi in pa konkretne prioritete, ki bodo mogli odgovarjati na njih v okviru razpisa, bomo kasneje, ko bodo razpisi tudi javno znani in dostopni. Potem ta drugi klaster je poslovanje. Tukaj gre predvsem že prej je podprogram podpiral razvoj talentov pa usposabljanje, vendar so bila ta usposabljanja namenjena predvsem že izkušenim producentom, sedaj pa si želijo ta usposabljanja odpreti tudi za producente, ki so šele na začetku svoje karierne poti. Poleg tega bodo spodbujali razvoj inovativnih orodij pa novih poslovnih modelov, omogočili pa bodo tudi dostop do trgov in mreženje, tukaj tudi ta podpora za prodajne agente, ki potem sodelujejo z distributerji. V okviru sklopa občinstvo bodo še naprej podpirali evropske filmske festivale. Tisti, ki ste s področja filma oziroma ste organizatorji festivalov, ste seznanjeni, da je trenutno potekala pobuda, da ohranimo, pač komisija si želi festivale še bolj povezati in želijo festivale podpreti preko mrež, vendar kot vemo, je to včasih težje dostopno za festivale iz tako imenovanih malih držav oziroma držav z nizko produkcijsko zmogljivostjo, kot je Slovenija, tako da smo zelo veseli, da smo izvedeli zadnjo informacijo, da ta samostojna podpora ostaja. Poleg tega se v tem sklopu skriva tudi podpora preko mreže Europa Cinemas, tukaj gre podporo prejmejo naši kinematografi, ki delujejo v Art Kino mreži, in preko njih imamo dostop do kvalitetne evropske filmske produkcije. Podpirajo tudi VOD platforme, distribucijo. Moram omeniti, da smo v preteklem programu so naši distributerji prinesli oziroma pripeljali, kako lahko temu rečemo, več kot 240 evropskih filmov v slovenska kina, med njimi je bilo največ iz Francije in pa Velike Britanije. Tukaj notri so projekti z področja filmske vzgoje in razvoja občinstva in smo zelo ponosni, da v preteklem programu so kar 4 organizacije iz Slovenije sodelovali v kar 10 projektih na področju filmske vzgoje. Potem je pa še en sklop, kjer pa ne bodo na ta način odprti razpisi, ampak gre za različne študije in tako dalje na področju avdiovizualne politike. Potem je pa tukaj še en medsektorski sklop. Večina tistih, ki že poznate program Ustvarjalna Evropa, torej pretekli program, se spomnite, da se tukaj notri skrival ta jamstveni sklad. Ta jamstveni sklad žal ni več del medsektorskega sklopa, še vedno pa obstaja oziroma ostaja, smo zelo veseli za to, podpora za Evropsko mrežo Centrov Ustvarjalna Evropa. Torej, mi smo del te mreže, tako da tudi tukaj se skriva podpora za naše delovanje. Smo, kot je Mateja omenila, pomemben akter, torej pomagamo na nacionalni ravni organizacijam, da lahko bolj kompetentno sodelujejo na področju mednarodnega sodelovanja oziroma imajo preko nas dostop do spisov oziroma informacij v nacionalnem jeziku. Še vedno ta sklop pokriva tudi sodelovanje pri izvajanju politik. Recimo ena taka zadeva zelo aktualna, ki je tudi Mateja že prej omenila, Zelena Evropa. V okviru tega sklopa se bo izvedla tudi študija o okolju prijaznejšem programu Ustvarjalna Evropa. Novost medsektorskega sklopa pa je tako imenovan laboratorij za ustvarjalne inovacije. Preko tega želijo spodbujati inovativne pristope k ustvarjanju, dostopnosti, distribuciji in promociji vsebin. In ena zelo tudi pomembna zadeva je pa ta novost podpora za medije, sprav sektorju novičarskih medijev. S tem želijo okrepiti ta boj proti tako imenovanim lažnim novicam
oziroma temu sektorju, ki trenutno se sooča, kar se mi zdi, sploh še posebej v času korone, z nekakšno takšno krizo in želijo pomagati okrepiti ta pluralizem. Tako da prvi razpisi bodo tudi prva 2 razpisa večja sta napovedana za letos, vendar kaj več o tem še ne morem povedati, ker nimamo konkretnih informacij, kako bodo izgledali te razpisi. Bodo pa po zadnjih informacijah za prijavo na te razpise dostopne medijske hiše.